Nadaljujejo obnovo, le seznam objektov je krajši. Zgodnja poroka, kultura ali zloraba. Bliža se veseli december. Lepo pozdravljeni. Novomeški občinski svet je po skrajšanem postopku potrdil spremembe lani sprejetega odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti mestne občine Novo mesto. Tako mestna občina nadaljuje energetske sanacije občinskih stavb po modelu javno-zasebnega partnerstva. Očitno se energetska sanacija izplača. In verjetno bi se izplačalo tudi, če bi se občina šla tole investicijo, ampak izplača se na dolgi rok. In seveda na dolgi rok so tudi tveganja večja. Zasebni kapital je zelo zainteresiran za vlaganje. Druga prednost zasebnega partnerja je pa pogosto v poznavanju detajlov, kje lahko prihrani. Je v to smiselno iti s potrebno racionalnostjo, s pravim pristopom, strokovnim, zelo dobro pravno pripravo in seveda v upoštevanju vseh predpisov z ustreznimi klauzulami, protikorupcijskimi in ne vem kaj še vse živo. Občina je trenutno v fazi pogajanj z zainteresiranimi izvajalci, v kratkem pa za to področje pričakuje še državni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov. Mi moramo narediti test javno-zasebnega partnerstva in v primeru, da je ta pozitiven, moramo iti po tem postopku. Zgolj v primeru, da se izkaže, da je ta negativen, pa gremo lahko po kohezijska sredstva preko zakona o javnem naročanju, s tem pa smo upravičeni maksimalno do 40% upravičenih stroškov. S spremembami v odloku so sicer predvideli možnost, da se nabor objektov zmanjša, če morebitna neekonomičnost objektov ogroža izvedbo celotnega razpisa oziroma projekta. Tako so s seznama objektov že umaknili vrtec 5, vrtec Metka in osnovno šolo Mali Slatnik, ki ne izpolnjujejo ekonomskih pogojev za projekt javno-zasebnega partnerstva. Podjetje Gostinstvo in turizem Metlika, ki zaposluje 15 ljudi in sodi med pomembne nosilce turističnega razvoja v Beli krajini, letos praznuje 25-letnico obstoja. Kot so poudarili na jubilejni slovesnosti, so bili začetki leta 1991 težki in negotovi. Prevzeli so namreč podjetje, ki je potrebovalo sanacijski program, in hotel, ki je bil potreben obnove. Pred 8 leti so ga celovito obnovili, leta 1994 pa so registrirali tudi kamp Podzemelj, ki zdaj sodi med najbolj priljubljene kampe ob Kolpi. V teh 25 letih so naredili ogromne korake, začetki so bili tudi za njih težki, vendar družina Pešelj je to vse prebrodila. Ustanoviteljica podjetja Vera Pešelj je pred letom dni vodenje družinskega podjetja prepustila sinu Matjažu. Vodenje kampa Podzemelj pa je prevzela hčerka Petra. Sem zelo vesela, da želijo delati in da z veseljem delajo stvari naprej, kar smo zastavili, da z našimi sodelavcemi peljejo zgodbo in to gostinsko-turistično ponudbo v Beli krajini še izboljšujejo. Veseli smo, da se v vseh teh 25 letih, da so se postavili trdni temelji, na katerih lahko gradimo naprej. Pravi direktor, ki se je na jubilejni slovesnosti zahvalil poslovnim partnerjem, dobaviteljem in sodelavcem, še posebej 3, Dušanki Gršič, Zoranu Dragutinoviču in svoji mami, ki vztrajajo v podjetju vseh 25 let. Iz rok direktorja Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaža Kordiša pa je prevzel priznanje za njihov prispevek k turističnemu razvoju regije. Dobro poznamo Belo krajino in kakšna situacija in veseli smo, da lahko delujemo v tem okolju. Je pa tudi res, da za nadaljnji razvoj Bele krajine kot celote turistične potrebujemo dejansko jasno vizijo. Potrebujemo sodelovanje in povezovanje vseh, ki se ukvarjamo s turizmom, ter skupni nastop na trgu, dodaja Pešelj, prepričan, da je to prava pot do uspeha.
Je zgodnja poroka, ki je še vedno značilna za romsko skupnost, del njihove kulture ali gre za zlorabo? O tem in podobnih vprašanjih so se pogovarjali na okrogli mizi na temo prezgodnjih in prisilnih porok. V romskih naseljih beležijo veliko razdorov zakonskih zvez, prav tako je prisotno tudi veliko nasilja v družinah. To so težave, ki jih ne gre spregledati. Na jugovzhodu države prisilnih in dogovorjenih porok ni. Se pa Romi soočamo na jugovzhodu države z prezgodnjimi porokami, torej ko imamo primere 14 in 15 letnic deklet, torej iz romske skupnosti, ko se odločijo za skupno življenjsko pot s partnerjem. Skrajni čas je, da se te stvari začne reševati tudi na sodnih vejah in da imajo predstavniki Centra za socialno delo več vpliva, je prepričan Miklič. Mi smo danes skratka tudi predlagali, da v državi zaživi dobesedno nek mediator, ki bi posredoval ravno v primerih, ko dekle zapusti romsko domovanje in zbeži k partnerju, ko je še mladoletna, da bi se angažiral nek mediator, ki bi bil vez med romsko skupnostjo in na drugi strani tudi z socialno službo. Tako bi skušali zagotoviti, da bi bilo to dekle do polnoletnosti vrnjeno staršem. Na okrogli mizi pa so se dotaknili še ene zanimive teme. Vemo, da je v novomeški porodnišnici dolgoletni problem, da recimo mlade mamice zapustijo porodnišnico takoj po porodu. In tudi tu bi bilo zelo koristno, če bi bil uveljavljen nek mediator oziroma ambasador zdravja. Njegova naloga bi bila tudi ta, da bi čim dlje zadržal dekle v porodnišnici in da bi z mladimi v romskih naseljih delal na preventivi. Ni prav, da bi bili učenci na podeželju prikrajšani za nove učne pripomočke, meni ravnatelj osnovne šole Senovo, ki že prek 20 let vodi projekt zbiranja donacij za sodobnejšo šolo. Tamkajšnja gledališka skupina jim vsako leto podari vstopnino ene od predstav. Letos so dobrodelno odigrali Molierovo komedijo Zdravnik po sili. Krajanom, ki prispevajo po svojih močeh, se pridružijo še lokalni podjetniki. Namensko zbirajo denar že 23 let. V teh letih smo, če bi preračunali, zbrali preko 89.000 evrov denarnih sredstev. Poleg tega pa so donatorji kupili tudi učila, učne pripomočke in nam jih podarili. Predvsem smo posodabljali nadstandard, to je IKT tehnologijo, se pravi računalniki, table, prenosne tablice. Nabavili so tudi video in foto opremo ter še druga kakovostna učila. Del sredstev namenjajo tudi za plačilo ekskurzij in drugih stroškov za revne učence, ki bi bili sicer prikrajšani za ta del učnega procesa. Kljub težkim pogojem v gospodarstvu podjetja in obrtniki ostajajo zvesti tej šolski akciji in senovški učenci imajo po njihovi zaslugi enake pogoje kot tisti na šolah prestolnice, pravi ravnatelj. Vemo, da na področju IKT tehnologije se vsako leto dogajajo novosti in predvsem želimo kot nadstandard dobro opremiti našo šolo. Tako zaključujemo projekt e-table, tako da imamo že skoraj v vseh učilnicah e-table, nekaj še manjka in tudi letos bomo eno nabavili iz teh sredstev. Poleg tega so tablični računalniki zelo pomembni zdaj. Senovčani so namreč vključeni v mednarodni projekt Erasmus Plus za uporabo tabličnega računalnika v vzgojno-izobraževalne namene. Veseli december prinaša v staro jedro Novega mesta pestro dogajanje za vse generacije občanov in drugih obiskovalcev. Središče mesta bo oživelo s praznično okrasitvijo, drsališčem, gostinsko ponudbo, pravljičnim mestom in brezplačnim koncertnim sporedom, ki bo svoj vrhunec doživel s silvestrovanjem. Veseli december v mestu bo v ponedeljek na povabilo Društva prijateljev mladine Mojca naznanil Miklavž s spremstvom. V letošnjem letu veliko dogodkov za otroke, imeli bomo tako imenovano pravljično deželo, na kateri bodo otroške delavnice praktično skozi v drugi polovici decembra. Veliko bo tudi koncertnega programa, sicer manj kot lani. Pridejo vsi trije dobri možje, vrhunec pa bo Silvestrov večer. Velik oder, zbrali smo Nino Pušler in pa še Help Tribute to Beatles band. Nekoliko drugače kot prejšnjo leto, recimo, da ni tako rockersko, pa da je za širšo skupino občanov. Letos bo novost, bolj kot sam spored, predvsem prijetnejše urejeno prizorišče za obiskovalce, pravi Dolinar. Vabilo pa jih bo tudi drsališče, tokrat nepokrito.
sicer malo težje za vzdrževanje, ampak vseeno mislim, da bo tudi lepši pogled, ne bo tako kazilo, drsališče ne bo tak tujek v mestu. Odprto bo od 5. decembra do 1. januarja, božično-novoletni sejem s stojnicami pa bo privabljal od 16. do 23. decembra. Dogodkov v veselem decembru pripravljajo Zavod Lokal Patriot kot producent, ki je na razpisu pridobil občinska sredstva, Zavoda Novo mesto in Gremo mesto ter Društvo Mojca. Iz občinskega proračuna so za izvedbo prireditev pridobili 45.000, kar je enako kot lani. Nekaj prihrankov je bilo pri okrasitvi, pravi Dolinar, saj jim je pomagal gasilsko-reševalni center, pa tudi lučk niso menjali. December je tik pred vrati in tako se bliža prihod dobrih mož. Eden med njimi je dedek Mraz, ki ima na Dolenjskem že 60-letno tradicijo obdarovanja. Tudi letos bo na 40 obdarovanjih razveselil otroke 7 dolenjskih občin. V Društvu prijateljev Mladine Mojca se vneto pripravljajo na decembrsko rajanje in skupaj s približno 70 prostovoljci so v nekaj urah že sestavili več tisoč daril. Jaz kot majhen otrok sem bila vedno deležna darila Miklavža ali pa Božička in tudi me veseli, da tudi moji otroci lahko občutijo ta veseli čas tudi strani Društva prijateljev Mojca. Prostovoljci so z nami zato, ker je tudi Mojca 100% prostovoljstva, kajti vsi delavci Mojce delajo in Mojca delajo brez enega centa nagrade. Poleg prostovoljcev na pomoč vedno priskočijo tudi donatorji, tako podjetja kot posamezniki. Pozvali smo jih okoli 3700 prošenj, do zdaj se jih vrnilo že blizu 150 in mislim, da ne bo težav, da bomo z veseljem zbrali 100.000 evrov, kolikor jih potrebujemo za letošnjo obdaritev. Darilo bo vsebovalo 8 kosov in zagotovo bo razveselilo približno 5000 otrok. Dedek Mraz, ki se je na lastne oči prepričal o delovni vnemi prostovoljcev, bo obdarovanje začel 11. decembra v Novem mestu. Prvič v zgodovini športnih prireditev v Sloveniji sta bila združena kolesarski ciklokros in tekaški kros. Tekmovanji sta potekali ločeno pri kmetijski šoli Grm v Novem mestu, a na isti dobra 2 km dolgi progi. Tekaški kros je štel kot pregledna tekma za Evropsko prvenstvo v krosu, kolesarski ciklokros pa za državno prvenstvo Slovenije. Ciklokros je disciplina, ki je v Evropi vedno bolj priljubljena. Ciklokros je pač disciplina, ki poteka od štarta do cilja na polno, traja približno 45 minut in vmes so ovire, blato, kolo je treba nositi, iti peš, teč zraven, tako da zelo veliko je pasti na progi. Tokrat so na isti progi nastopili tudi tekači, ki so nekoliko bolj vajeni blatnega terena, ki je za kros skoraj značilen. Ideja je bila, ker se tekma postavi za ciklokros, da lahko v bistvu na isti progi tekmujejo tudi tekači, tako da je to ena, bi rekel, združili smo moči tekači in kolesari in vidite, da je v bistvu prireditev zelo dobro uspela. Trasa je rahlo razgibana s kombinacijo travnika in peska, na njej pa so bile postavljene umetne in naravne ovire. Trasa tukaj je pač zanimiva, ker se cela proga je vidna in je tudi atraktivna za gledalce, tako da je zanimiva. Mogoče pač danes, ko je tako vreme, ampak nimamo tukaj kaj pomagati, zelo blatno, ampak po drugi strani je to pa za gledalce bolj zanimivo. Želja prirediteljev je, da bi naslednjo leto na tej isti progi potekalo balkansko prvenstvo v ciklokrosu. Toliko v novicah, hvala za pozornost in prijeten večer.